In posebno čast nam je, da lahko v tem studiu pozdravimo našega bodočega rektorja, gospod Dejan Korošak. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj vas že kaj drugače, ko pridete na univerzo, že kaj gledajo drugače na vas? Opa, novi rektor gre. Ne, me že poznajo. Ja, jasno. V drugi vlogi do zdaj že, tako da seveda pa mi dosti ljudi čestita in to me zelo veseli. Se počutiti sprejeti je zelo lepo. Iskrene čestitke, jasno. Absolutno. Da mi smo vam čestitali, sicer ne osebno, ampak že takoj, ko je prišla uradna novica. Biti rektor univerze v Mariboru ni mačji kašelj. Ne nazadnje gre za eno kar veliko firmo z ogromno zaposlenimi. Res je, Univerza v Mariboru je zdaj največja firma v Mariboru. Ja. Torej, če vzamemo tako, da imamo še dve pridruženi članici, UKC pa zdravstveni dom, ja. Če se to seštejemo, plus naših 16,000 študentov, je zdaj, če bi šli tukaj ven, malo po trgu, verjetno vsak četrti do peti bi bil povezan z Univerzo v Mariboru, pa še njihovi družinski člani in tako. V bistvu je inštitucija, ki je v centru Maribora. Noro. In je seveda tudi je ena od osnovnih institucij, iz katere pač izhaja marsikaj, tudi ne nazadnje naša prihodnost, če pogledamo kadre, ki jih delate, in pa ne nazadnje vse inovacije in aplikabilnost vsega, kar vi izdate skozi svoja vrata, to vse kar odločno vpliva na vse nas, ki živimo v tem mestu. Ne? Absolutno. Študenti, diplomanti, ki jih pridejo skozi naša vrata, potem ven, seveda so naš ponos, to je prva stvar tukaj, osnovna naša naloga, poslanstvo, čim boljša študijska izkušnja, čim več znanja. Druga pa ta, da se pnemo skupaj z gospodarstvom v Maribor, v Podravje, zato da potem ti naši diplomanti tu ostanejo. Ja, in tu je kar bilo do zdaj, je kar eden od izzivov to za vas kot bodočega rektorja. To je eden izmed glavnih izzivov. Mi smo opazovali zdaj že kar nekaj časa, veste, naši diplomanti, recimo, če samo omenim Ferija, so redno odhajali v tujino, jasno, čez mejo, blizu smo, ena polovica, druga polovica pa v Ljubljano. Tako da, ampak imamo tudi zgodbe o uspehu, kot je Skylabs v Mariboru. In tam jaz sem zelo vesel, da prvič je Skylabs izšel iz Univerze v Mariboru, potem pa so še inženirje, ki so že bili v tujini, pritegnili nazaj in zdaj jih je, mislim, da že 60 plus, hišo gradijo. In to je to, kar rabimo. Zdaj, če bi lahko kopirali 10 Skylabsov, tako je rešeno. Ampak važno je, da imamo način, pa da nas drugi vidijo, tudi gospodarski partnerji, kot tisto inštitucijo, s katero se treba močno povezati. Ja, kar se na nek način tudi že dogaja na področju farmacevtske industrije tudi. Lek DD je naš zelo dober partner. Zdaj tudi medicinska fakulteta, fakulteta za kemijo sta bile nagrajeni z njihovimi najvišjimi nagradami. To je seveda povezano z novim študijem farmacije, z novo tovarno v Lendavi. Tu si res obetamo še dodatne povezave. Jaz bi tudi rad videl, da nas gospodarstvo gleda ne samo kot tiste, kjer pridejo po super diplomante, ampak da tudi vidijo kot priložnost za investicijo v Univerzo v Mariboru. Mi še zmeraj nimamo načina, da bi recimo kakšna bogata gospodarska družba recimo zagotovila eno profesorsko mesto ali eno raziskovalno mesto v nekem sodelovanju. To bi nam bilo zelo atraktivno. S tem bi tudi pokazali, da je to resničen
sinergija. Ja, ne pa da recimo tik preden se kaj velikega ali pa kak velik preboj zgodi, poberejo vse najboljše študente. Ne? Zdaj karikiram, kaj pa jaz vem. No? Ampak pač... Mislim, najboljši študenti so super, ne? Če delajo v naših najboljših podjetjih, to je glavni cilj, ampak to mora biti tukaj. Ne? Ja, tako. Ne pa tudi živeti v mestu, ne? To je zelo pomembno. Tako, in zdaj boste, ko bo seveda tako daleč, ko postanete tudi zares rektor, zdaj ste šele pač izvoljeni rektor, ne, pač ne še prav papež, ampak ko pa lahko vlečemo vzporednice. No, ampak boste vseeno, to je meni, se mi zdi, da kaj to pomeni za vas kot bodočega rektorja, da boste rektor univerze v mestu, ki je na nek način tudi center vesoljske industrije za Slovenijo in širše. Se mi zdi kar super, ne? Ja, res je, ne? Naš vesoljski program, ki ga vodi Iztok Kramberger, kar je seveda povezano s Skylabsom, ampak so še druge aktivnosti v njegovem laboratoriju, plus na to se navezujejo tudi druge povezane aktivnosti. Mi smo ravno v ta namen ustanovili programsko jedro, ki povezuje vesoljske tehnologije, pa temu smo rekli opazovanje Zemlje oziroma podatkovno opazovanje Zemlje. Gre za uporabo in umetne inteligence in vseh drugih načinov, kako pridobiti čim več podatkov o površju Zemlje. S čimer se pa ukvarja Domen Mongus na Univerzi v Mariboru, in skozi ta programska jedra poskušamo združevati tudi raziskovalce, ki že imajo velike laboratorije, ampak v nekih resnih raziskovalnih razmerah imamo mi še zmeraj manjše skupine. Zaenkrat potrebujemo kritično maso na teh prebojnih področjih. Takrat pa stvari res grejo hitro. Zelo zanimiva debata z našim izvoljenim bodočim rektorjem Mariborske univerze v nadaljevanju, oziroma nadaljujemo tudi o tem, kaj pomeni zdaj v procesu študija umetna inteligenca in kakim gor pridete. Takoj potem. Zelo smo veseli, da si je vzel čas le malo potem, ko je bil izvoljen naš prihodnji rektor Dejan Korošak, je danes z nami. Gospod doktor, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Zelo zanimive debate imamo in že zdaj vem, da nam bo sfalilo časa, ker ste res izvrsten sogovornik za številne teme, kar običajno fiziki smo ali pravi ljubiteljski, pustimo to. Pardon, da se jaz takoj dam v to množico, ampak čisto res, umetna inteligenca je velik izziv. Zdaj tako verjetno v tistem delu, kjer učite in preverjate, kot pa ne nazadnje tudi pri samem znanstvenem empiričnem delu. Kako se boste s tem soočili? Ja, tukaj je zelo pomembno, da vidimo univerzo kot tisto inštitucijo, ki je ena izmed redkih danes, ki si lahko vzame čas in razmišlja in potem po premisleku nekako pove, kako gleda na stvari, v tem primeru na pojav novih orodij. Umetna inteligenca, vemo, je pojem, ki izhaja iz 50 let, ampak gremo tako, ne? Gremo na to, kar vsi uporabljamo, to so veliki jezikovni modeli in ta prenos nekaterih kognitivnih del na to je tisto, kar skrbi. Se pravi, da ohranimo avtonomijo, da v bistvu ugotovimo, kje je zdaj pomen, ne? Se pravi, kdo je avtor, in to je vpleteno in v študijske aktivnosti in v raziskovalne. Zdaj, pri študiju je seveda pomembno to, da študente opolnomočimo, da se kritično reflektirajo do teh orodij, da jih znajo uporabljati, da vejo, da so to orodja, ki jih bodo uporabljali, ko bodo začeli kariero profesionalno, in da dobro vedo, kaj ta orodja so, kaj niso in kako jih odgovorno rabiti. V raziskovalni delu, torej znanstvenem publiciranju, če zdaj ostanemo, je pa že stvar kar kritična. Tam potekajo že signali, da si v bistvu dva LLM-a podajata en članek, potem pa urednik reče, ok, zdaj pa je v redu. Torej, nekako je raziskovalec že skoraj out of the loop tam. To seveda ni dobro. Tudi produkcija na ta način izjemno narašča, ki je že bila preogromna.
z tem, jaz bi rekel, navideznim tekmovanjem za nekaj, ne vemo zakaj točno v znanosti, gre za to v znanosti, da produciramo novo znanje, nove stvari in to ni nujno, da če je velika količina, da bo nujno prišlo tudi nekaj zelo, zelo novega. Morali bi se pa ravno to skoncentrirati na prebojne stvari, na tisto, kar je res novo. Seveda pa tako kot vse posod drugod je število ljudi na Zemlji, ki se ukvarja z znanostjo, danes veliko večje kot leta 1915, kjer so se vsi poznali, recimo v fiziki. Danes je to izjemno tekmovalno področje za denar, za opremo, tudi v Sloveniji, ne? In posledica tega je seveda tekmovalna aktivnost na področju publiciranja. In zdaj vse to skupaj je tako ena lepa mešanca. Ja, in tu bo zdaj treba, morda pa bo ravno Mariborska univerza, ki bo pod vašim vodstvom, tako kot Aleksander Veliki, pač prerezala gordijski vozel, ker to se razvozlati verjetno na neki točki več ne da in bomo mi tisti gater vundali, ki bo znal. Univerza v Mariboru je zelo močna na področju umetne inteligence in sicer na področju razvoja umetne inteligence. To pomeni, da v kar nekaj laboratorijih razvijajo aplikacije, orodja. Mi smo vpeti recimo v tovarno umetne inteligence. To ni superračunalnik, to je v bistvu rečemo software za superračunalnik, ki se gradi pri demo. Potem smo v kompetenčnem centru za umetno inteligenco, v novem evropskem digitalnem stiščišču. Torej vse te aktivnosti, ki so državne dejansko, je Univerza v Mariboru pomemben partner tam. To so nacionalne aktivnosti in se med sabo prepletajo. In zdaj ta tovarna umetne inteligence je v bistvu bistvena. Tam se razvijajo aplikacije, ki bodo v bistvu namenjene gospodarstvu, zato da bodo lahko ta orodja uporabljali kot uporabniki. In to je glavni cilj tudi tega superračunalnika. Se pravi, če je bil Vega bolj namenjen raziskovanju, pa tem osnovnim raziskavam v high performance computing, je zdaj novi Vega 2, ne vem kako bo ime, namenjen... Jeger bi lahko bil. Ali pa ne. Ja, pardon, ja. Je namenjen temu, da se v bistvu razvijajo aplikacije za podporo gospodarstvu. To se mi zdi ključno. Seveda pa hkrati tukaj gre potem usposabljanje, polnomočenje gospodarstva, da lahko te aplikacije uporabljajo. Tu se nam tudi zdi problem, ne? Ker mi vemo, da slovensko gospodarstvo se stoji z 99% malih in srednjih podjetij. Nimajo kapacitete, zdaj dodatne ljudi najdejo, ki bodo te tehnologije, zato tukaj se mi zdi univerza lahko zelo pomaga. Doktor Korošak, kakšen rektor boste? Prijazen, odprt, predvsem bom poslušal in jaz upam, da bo po 4 letih močno videna sprememba na teh področjih, kjer smo se zdaj pogovarjali. Jaz verjamem. Mene ste prepričali, ampak dobro. Očitno veliko večino profesorskega zbora, pa tudi kar nekaj študentov. Tudi volilna udeležba med samimi študenti je bila letos dosti višja, čeprav vseeno, če pogledamo, tako nizka, okoli 6%, ampak vseeno višja kot pa prejšnja leta. Boljše, da rečemo, da je bila 3-krat večja. Se boljše sliši. 6%, ne? Ja, res je. Zdaj študenti seveda so vsi volilni upravičenci, ampak vsi smo bili študenti in vemo, da zelo dobro, ja. V prvem letniku rektor, zdaj že dekan je problem, študenti poznajo svojega profesorja, tistega, to je s tistim največ komunicirajo in to, da pa smo sposobni zmotivirati večjih v tem procesu, pa tudi, ki so upravljene univerze na nek način. Mi imamo, Univerza v Mariboru ima prorektorico za študentske zadeve zdaj. Torej ima stalno mesto v vodstvu univerze, ki je prorektorica, tako kot drugi prorektori učitelji. In imamo študentske svete po članicah študentskih svetov univerze, se pravi to soupravljalsko, samoupravno skupnost študentsko želimo še naprej razvijati. Pa tudi jih slišati in razmišljati, ko gremo v neke spremembe,
glavno vodilo mora biti, kaj to pomeni za študente. Bojo boljše študirali, če ne, ne rabimo. Ne? Jaz moram reči tak, da kot kaže, Mariborska univerza prehaja v izjemno dobre roke. Smo zelo veseli, še enkrat čestitamo ob izvolitvi. Verjamem, da ne bo malo dela, verjamem pa tudi, da boste uspešni, ker zagotovo imate tudi ekipo že, s katero boste sodelovali. Za konec tega pogovora, gospod bodoči rektor, pa še eno izjemno znanstveno vprašanje. Včeraj smo namreč mi to razmišljali, zdaj, če pride bodoči rektor, moramo zdaj, ne smemo neki dodli spast. In smo zračunali brez pomoči umetne inteligence, da bi to lahko bilo vprašanje za vas, ki ga še niste dobili. In sicer naše znanstveno vprašanje je, vi ste Dejan brez J. Zakaj brez J? Zato, ker ste že, kot so že vaši starši vedeli, da boste prodrli morda v tujino in da vas ne bojo klicali Dežan, ampak boste kar Din, ali je kak drug razlog? Razlog je zelo, bi rekel, naključen. Namreč, ko so moja mama vprašali ob rojstvu, kakšno bo ime, ne, je rekla Dejan, ne, verjetno sestra, kdo ne, je pa z J ali brez. In pol ona ni bila ravno čista, skoncentrirana. Ja, logično. In je rekla, ja, brez, ne. Ja. To je to, ne. Ni nobenih globih resnic tukaj. Ne. Ampak kak je lepo prišel, si videl tako odgovor, vprašanje, ne, tako, pa lepo ime mimo grede, tako da jaz sicer imam ampak zelo, sem vedel, da samo variacija. To ne more biti slab človek, to more biti izjemen strokovnjak s takim lepim imenom, ampak seveda tudi znanjem, izkušnjami in karizmo. Gospod bodoči rektor, hvala, da ste bili danes pri nas tukaj, še enkrat smo počaščeni, da ste tako hitro prišli. Verjamem, da se še bomo velikokrat videli, predvsem pa želimo uspešno delo in če pol tega, kar imate planirano, naredite v 4 letih, pol bo, ne? Super, hvala lepa. Hvala vam.